Pozdravljeni! Zopet so na vrsti vaša vprašanja ter pobude. In danes bomo naredili hiter pregled o različnih pomenih zastav v Formuli 1 in skušali razumeti razliko, kdaj se rabi na primer varnostni avtomobil, kdaj pa virtualni varnostni avtomobil. Po veliki nagradi Abu Dhabija sem dobil izjemno zanimivo pobudo za nov prispevek. Koga izmed vas zanima, kakšne so razlike na primer med dvojno rumeno zastavo, tisto klasično enojno? Zakaj se v določenih fazah dirke uporablja virtualni varnostni avtomobil? Kdaj se uporabi lahko oni pravi klasični? Oziroma, zakaj se na to lahko celo ustavi dirko? Ne gre toliko za iskanje nekih izjem, neke interpretacije raznih navodil, ampak za tisto splošno znanje. Namreč, videli bomo v nadaljevanju, da v Formuli 1 se pozna mnogo več zastav od tistih, ki jih sploh pogosto vidimo na sami progi. To ne pomeni, da ni potrebno poznati njihovega pomena. In tu bi še rad dodal, da med gledalci in prijatelji kanala je seveda tudi Izidor Halužan. Z njim sem imel letos čast odkomentirati proste treninge za veliko nagrado Štajerske. Napravila sva tudi intervju, ki je po mojem mnenju izjemno zanimiv, ukolikor koga zanima, dobi bližnjico kot ponavadi v opisu. In zgodba je zanimiva zaradi tega, ker Izidor je tisti, ki skrbi za varno izvedbo dirk tako Formule 1 kot drugih kategorij, kajti na progi Red Bull Ringa je v vlogi varnostnika oziroma maršala. On je tisti, ki maha z zastavo. In seveda tudi v tej priložnosti sem ga malce povprašal v tistih točkah, za katere nisem bil prepričan. A preden začnemo z našim hitrim orisom, bi vas rad spomnil še na nekaj. Namreč v Formuli 1 nimamo samo zastav, imamo tudi svetlobne signale in seveda radijske zveze. In danes, ko bom govoril o zastavah, bom nekako imel v mislih tudi drugi dve opciji. Kot zanimivost, ker sem že omenil Izidorja. Časom mi je poslal izjemno lepo fotografijo. Na njej je prikazal, kako izgleda ta komandna plošča za svetlobne signale. In tu vidimo razne opcije in seveda vprašanje, ki se je porodilo marsikomu izmed nas. Upravlja s to komandno ploščo isti človek kot tisti, ki potem zamahne zastavo? Odgovor je ne. V izogib človeškim napakam sta funkciji ločeni. In videli smo prav Lewisa Hamiltona, ki je bil kmalu kaznovan zaradi človeške napake nekoga, ki se je dobesedno naslonil na gumb za dvojno rumeno zastavo. Čeprav mu to ni bilo zaukazano. Prav ste razumeli. Rumena, rdeča, zelena, modra in vse druge zastave začnejo plapolati ob progi, ko vodstvo dirke sporoči svojo odločitev. Ni tu neke samovolje ljudi ob progi. A začnimo kar z hitrim orisom, kaj pomeni določena zastava, kjer sem uporabljal tisto, kar je dosegljivo na internetu in seveda tudi priročnik, ki mi ga je zopet odstopil Izidor in kjer je razloženo marsikaj, tudi o zastavah. A pojdimo po vrsti in začel bi s tistima dvema zastavama, ki sta nekako samo po sebi umevni.
zelena in rdeča. Zelena zastava, ni nevarnosti, ni ovir, lahko se dirka na polno. Vsa predhodna opozorila ne veljajo več. In rdeča zastava, ki pomeni, da proga ni v stanju za normalen potek dirke, torej dirka se je ustavila, podobno kot na semaforju. Seveda, zaradi rumene zastave bomo imeli malce več dela in zato sem jo odmaknil malce kasneje. Nato imamo tretjo zastavo, ki je izjemno pogosta in tudi osovražena med vozniki tam zadaj, modra. Modra zastava ne pomeni nič drugega kot odmakni se iz hitre linije. In seveda uporablja se, ko pridejo za počasnejšega voznika oni, ki ga bodo prehiteli za krog. A že naša četrta zastava bo redkost. Bela zastava. Belo zastavo se porablja v trenutku, ko je na progi počasnejše vozilo, primer reševalno vozilo. In tudi zaradi tega, ker je to bistveno počasnejše, je treba opozoriti voznike na progi, da obstaja skorajda stoječa ovira. In če niste razumeli, signalizacija z zastavami, takimi ali drugačnimi, je predvsem zaradi varnosti. In po beli zastavi je seveda čas tudi za črno zastavo. Ampak črne zastave poznamo vsaj 3. Klasično črno zastavo, ki pomeni diskvalifikacijo določenega voznika. Imamo tisto zadnje opozorilo, ki ga je uživel prav Mihael Masi, torej črno-belo zastavo, ki se uporablja kot nek opomin zaradi nešportnega vedenja. In imamo na koncu še tisto zastavo, ki pomeni vezen ostanek v boksih. Črno zastavo z oranžno piko. Uporablja se v primeru, da je, na primer, del bolida nekako odlomljen in binglja za vozilom in bi bilo izjemno nevarno, če bi se odtrgal ter priletel v vozila zadaj. Vidimo jo lahko izjemno poredko, še posebej danes v času radijskih zvezd, ampak obstaja. Imamo tudi rdeče-rumeno zastavo. In ta zastava signalizira spolzko progo. Naprimer, če pride do okvare, če motorno olje izide na asfalt, je treba označiti, da so tam vozniki še posebej previdni. In sedaj pridemo do rumene zastave. In kot bomo videli, tudi tu je precej različnih interpretacij in seveda različne uporabe. Namreč, ukolikor pogledamo ta priročnik, bomo opazili samo 2 varianti, enojno in dvojno rumeno zastavo. Ampak, ukolikor pogledamo tudi druge vire, bomo ugotovili, da enojne rumene zastave ločimo na 2 kategoriji. Ukolikor samo pokažejo rumeno zastavo, pomeni, da je ovira na izletni coni izven proge in da naj bojo vozniki previdni. Ukolikor mahajo z enojno rumeno zastavo, pomeni, da je ovira blizu ali na sami progi in da bodo vozniki previdni. Ukolikor je dvojna rumena zastava, pomeni, da je ovira na liniji, da morajo biti vozniki posebej previdni in da morajo biti pripravljeni na spremembo smeri in seveda tudi zaustavitev dirke. Seveda to pravijo mnogi viri, ampak če povzamem, kar je v navodilih, ki so po mojem mnenju bistveno bolj mirodajna, je enojna rumena zastava tista, ki nam kaže na oviro izven proge, in dvojna rumena zastava tista, ki nam nekako signalizira oviro na sami
progi. Seveda, dvojna rumena zastava plopola tudi, ko imamo signalizacijo za varnostni avtomobil in virtualni varnostni avtomobil, ampak to seveda nam je dobro znano. Obstajata seveda še dve zastavi, na kateri ne smemo pozabiti. Nacionalna zastava, ki ukolikor ni semaforja, pomeni začetek dirke, in tista kockasta, ki označuje konec dirke. Seveda v Formuli 1 nacionalnih zastav od uvedbe semaforjev nimamo več, pravilnik jih še zmeraj upošteva. Marsikdo izmed vas se je sedaj začel spraševati, kakšne so pa praktične razlike med enojno in dvojno rumeno zastavo. Kršitev dvojne rumene zastave je seveda hujša, ampak v obeh primerih mora voznik zmanjšati hitrost in seveda prepovedano je prehitevanje. Ukolikor želi direktor dirke zmanjšati ritem, ima še dve orodji, virtualni in pravi varnostni avtomobil, poleg seveda rdeče zastave, o kateri bomo tudi malce spregovorili. A začnimo z pravim varnostnim avtomobilom. Ukolikor so razmere na progi take, da bi bilo dirkanje nevarno, lahko direktor dirke spusti na progo varnostni avtomobil. Ta voznike nekako zgosti v kolono in v počasnem ritmu krožijo po progi. Razlog za vpoklic varnostnega avtomobila je lahko nesreča, kjer so drobci ali razbitine, na primer posejani čez veliko površino proge, ali vremenske razmere, kot smo videli v Belgiji. Bistveno je, da je skupina zgoščena. Tako imajo na primer varnostni delavci možnost popraviti, pospraviti, nekako pripraviti progo v tem intervalu, ko skupina zapusti določeno točko in dokler se ne pripelje nazaj na tisti del, seveda v naslednjem krogu. Zakaj je tako pomembno? Sedaj bomo videli nekaj izjemno krutih posnetkov. Leta 1977 je Tom Price izgubil življenje pravzaprav na izjemno neumen način z vidika današnjega navdušenca. Na veliki nagradi Južne Afrike je imel njegov moštveni kolega težave, ustavil se je ob progi in varnostniki so iz drugega dela proge planili čez cesto, da bi mu pomagali. A niso upoštevali, da prihajali so tudi drugi nastopajoči na dirki s polno hitrostjo. In Tom Price se je zaletel v varnostnika ter v glavo je dobil gasilni aparat. Na mestu je bil mrtev, ampak sedaj nekako razumemo, zakaj je potrebno zgostiti, upočasniti bolide Formule 1 in napraviti neke vrste pavze, da lahko varnostniki pridejo na primer čez cesto, da lahko pride na določen del proge tudi viličar in podobno. Seveda, če bi bila zadeva preveč dolgotrajna, bi dirko ustavili z rdečo zastavo. Po drugi strani imamo virtualni varnostni avtomobil, kjer vozniki samo znižajo hitrost, ohranijo tisto razdaljo med enim in drugim, ter ne zgostijo skupine, ne napravijo tiste pavze, ko prečkajo določeno točko na progi. In vse zaradi tistega, kar smo videli na veliki nagradi Japonske v sezoni 2014. V tisti priložnosti je Jules Bianchi skušal malce izkoristiti dane okoliščine.
Namreč pospeševal je, ker je dobro vedel, da bodo vsi drugi zavirali zaradi rumene zastave, a na določenem delu proge je bil prehiter, zletel in priletel v viličar, ki je bil v tistem trenutku tam. Zaradi tega je pokojni Charlie Whiting sploh vpeljal virtualni varnostni avtomobil, kajti to je edini element, ki prisili voznike, da znižajo svoj ritem. Marsikdo izmed vas se bo sedaj vprašal, zakaj naprimer v sezoni 2020 na veliki nagradi Bahreina smo ustavili dirko in nismo gledali, kako se vozijo naprimer pod režimom virtualnega varnostnega avtomobila, ko so reševali ubogega Romana Grosjeana. Namreč imamo drug primer. Leta 1968 na veliki nagradi Francije v Rouenu je dirka potekala pravzaprav nemoteno, medtem ko je gorel ob progi šleser. Seveda, tudi vozniki so ljudje, v takih primerih je izjemno nevarno imeti tudi virtualni varnostni avtomobil. Treba je dirko ustaviti in najprej poskrbeti za varnost vseh udeležencev, tistih, ki so ostali nepoškodovani na progi, kot predvsem tistih, ki so udeleženi v sami nesreči. Zato je treba tudi razumeti, da virtualni avtomobil, pravi varnostni avtomobil in rdeča zastava nimajo nekih točno zarisanih mej, kdaj se uporablja enega in kdaj drugega. Direktorju dirke je, da napravi tisto pravo izbiro v pravem trenutku. In tudi zaradi tega mora biti direktor dirke nekdo, ki ima občutek, se spozna in še zdaleč ni nek povprečen človek. A seveda, za danes bo to vse. Upam, da sem razjasnil kar nekaj dvomov. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.